Energetika Ljubljana je družbeno odgovorno javno podjetje, ki se zaveda svoje odgovornosti in hkrati vloge v razvoju lokalnega okolja, zato si prizadeva najti in podpirati projekte, ki ob skrbi za varstvo okolja in narave prispevajo k izboljšanju pogojev za kakovostno življenje. V ta namen že od jeseni 2004 dalje podpira dejavnost turističnih oziroma planinskih športnih delavcev izpod Šmarne gore, ki predstavlja pomemben zeleni simbol mestne občine Ljubljana. Zato smo se pred 14 dnevi na Šmarno goro odpravili skupaj z Doris Kukovičič iz Energetike Ljubljana in Tomom Šarfom, pobudnikom projekta za urejanje šmarnogorskih poti in organizatorjem mednarodne prireditve Tek na Šmarno goro. Tomo, koliko poti vodi na Šmarno goro? Veš, da jih ne vem, če jih znam došteti. Ogromno. Kaj to? 20-30? Markiranih je samo na Šmarno goro in Grmado, vedno govorimo o Šmarni gori in Grmadi skupaj, markiranih je, mislim, da njih 15. Poleg tega je pa še par takih, ki niso markirane, so pa shojene vsako leto bolj. In po kateri greva danes? Danes sem vas peljal namenoma po eni taki nemarkirani poti. To je pot, ki jo je verjetno, po kateri je hodil na Šmarno goro Jakob Aljaž v tistih svoji mladosti. Pod nami je tukaj doli njegova rojstna hiša, kmetija, Misova kmetija zdaj rečemo. Iz te klopce je pa sigurno je najlepših pogledov proti Triglavu. Če pogledamo, če se zazremo, kje danes je pač malo bolj megleno, ampak sigurno je to najlepši pogled na Triglav iz tega konca. Tomo, Šmarna gora je v bistvu en zeleni simbol mestne občine Ljubljana, ki ga vsak dan obišče verjetno zelo veliko ljudi. Kako skrbite, kako moramo skrbeti za te poti? Šmarna gora je sigurno najbolj obiskan hrib po Sloveniji ali pa še tudi kaj bolj večji, širši okolici. Jasno, taka masa ljudi naredi svoje. Poleg tega zadnje te vremenske spremembe, kjerim smo priča, naredijo svoje te neurja, nevihte, tako da poti je treba vzdrževati. Vzdrževanje poti je zagotovo zahtevno delo. Kdo vam pri tem pomaga? Planinsko društvo Šmarna gora je s strani Planinske zveze Slovenije pooblaščeno za vzdrževanje poti na Šmarni gori in praktično edino oni lahko brez nekih groznih formalizmov skrbijo za te stvari in tudi skrbijo. Seveda pa za to rabijo določena sredstva, treba je kupiti določene materiale, če drugega ne, tudi kakšno malco za koga, za kar sicer poskrbijo ledinikovi na Šmarni gori, ampak tukaj nam na vsak način pride prav podpora Tetola za energetike, ki že več kot 15 let nam vsako leto priskoči na pomoč z določenim prispevkom. Največjo akcijo smo naredili leta 2014 po tistem žledu, takrat je bila Šmarna gora res eno samo gradbišče in treba je bilo res poskrbeti za varnost ljudi in za tisto redno vzdrževanje gozda, gozdnih poti, vlak, s katerimi pač lastniki skrbijo za svoje parcele. V letu 2016, ko je Ljubljana prejela častni naziv Zelena prestolnica Evrope, je Šmarna gora imela tudi posebno vlogo. Takrat se je nekaj posebnega zgodilo. Kaj? Ja, v tistem letu smo naredili eno obsežno akcijo urejanja teh šmarnogorskih poti in v sklopu teh urejanj smo potem tudi Pot svobode, ki je res zelo specifična na Šmarni gori, začasno preimenovali v Pot srca, ker dejansko, če pogledaš tloris Šmarne gore z vrisano to potjo, dobiš občutek, da je neka oblika srca zadaj.
Lahko rečemo, da je Ljubljana v vseh naših srcih zelo lepo zapisana in zelena, a ne? Absolutno. Tomo, Šmarna gora pa ni popularna samo za pohodnike, ampak tudi za tekače, a ne? Ja, že kar 40 let. V bistvu tek na Šmarno goro ima že 40 let staro brado. Letos bo 41. izvedba, vzporedno s tem teče pa tudi rekord Šmarne gore, ki ima pa 25-letno tradicijo. Lahko rečem, da sta obe tekme svetovno znane, uveljavljene. Vrh sta doživela letošnji pomladi, ko je bil tek na Šmarno goro izbran za najgorski tek na svetu. To je bilo neko svojevrstno priznanje, ki nam pomeni nekaj. A letošnja tekma bo ali ne bo? Vse delamo na tem, da tekma bo. Kdaj pa? Tekma je napovedana za prvi ali drugi vikend v oktobru, to je tradicionalni datum. Letos je to petek in sobota, letos naj bi bila to dvodnevna prireditev. V petek 9. naj bi bil rekord Šmarne gore, v soboto 10. pa 41. tek na Šmarno goro. Pa bo res padel rekord? Upava staviti? O rekordu je veliko govora, kje so meje, tako kot v vsakem športu. Ampak mislim, da je 11 minut tista meja, ki je dosegljiva. Trenutni rekord za vzpon od tiste znane stopničke do vrha je 11 minut in 8 sekund. Mislim, da se da pod 11 minut priti. Če bo vse normalno, kot računamo, da bo, potem bomo 9. oktobra zvečer videli, če je to res možno. Upava na najboljše. Hvala lepa, Tomo, za tale sprehod na Šmarno goro in vse dobro. Hvala lepa.